Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, znova pozdravljeni v oddaji Duh veje, kjer hoče. Kot ste verjetno opazili, zadnji mesec nismo uspeli dobiti gosta oziroma bila je namenjena gostja, ki pa je vmes bolela, zato smo preteklo oddajo morali ponoviti eno od prejšnjih gosti, ampak upam, da kljub temu vam je oddaja še vedno toliko všeč oziroma toliko se je prirasla tudi v samo programsko shemo televizije AS, da boste znova z veseljem vsako prvo nedeljo v mesecu ob 20. uri zvečer stopili pred ekrane in so gledali vedno nove goste, ki jih ponujamo v tej oddaji. Za tokratno oddajo smo se tudi potrudili nekaj časa, saj smo si ga želeli že dolgo v goste, ampak obveznosti, ki jih je imel, mu niso dovoljevale, da bi prišel prej kot danes. Zato mi je vseeno sem vesel, da po nekaj tednih pregovarjanja lahko pozdravim v naši sredi magistra Simona Severja, evangeličanskega duhovnika cerkvene občine Bodonci. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tebi, Bernard, lep pozdrav vsem. Se bova pa tikala, dobro, da, saj se tako dolgo poznava. Ja, moj prvi kontakt s tabo je bil takrat, ko sem nastopil tudi službo še v Krajinskem parku Goričko, in si me obiskal, pa še prinesel si mi Sveto pismo darilo. Tako da takrat si zelo dobro zapisan pri meni. Da pa pojasnim, zakaj nisi mogel prej priti, veliko delo si v tem času opravil in ga v bistvu še opravljaš, pa sam povej, zakaj gre. Je tako, lep pozdrav tebi, Bernard, lep pozdrav vsem v studiu, pa vsem gledalcem, ki nas spremljajo. Ja, tako je, v Bodoncih smo ravno v zaključni fazi renovacije naše evangeličanske cerkve, tako da kar nekaj dela je že za nami, kar nekaj dela nas pa še čaka. Torej, cerkev, ki je bila zgrajena leta 1899, torej pred 126 leti, čas je enostavno dozorel, materiali so dotrajali. Tako da smo se v letu 2022-2023 smo pristopili k obnovi zunanjosti, torej fasade, pa potem tudi celotne pripadajoče okolice cerkve. Pa potem leta 2024, meseca marca, torej lahko povemo nekako pred letom dni, smo se pa potem lotili še obnove notranjosti. Tako da počasi smo, kot se rad malo pošalim, v enem takem nizkem štartu, se že veselimo, da bomo torej v teh prihajajočih praznikih na cvetno nedeljo, da bomo ponovno v cerkvi. A do zdaj niste uporabljali cerkve med obnovo? Tako, med obnovo je sicer v sami začetni fazi obnove, torej ko je bil iz cerkve, ko je cerkev bila izpraznjena, torej ko so klopi in pa ostali interjer, ko je bil odstranjen iz cerkve, je bilo še eno bogoslužje. In sicer je to bilo bogoslužje, bil je to, kot radi pravimo, blagoslov, torej starodobnih vozil oziroma prošnja za blagoslov za voznike in pa voznice starodobnikov. To je eno tako tradicionalno srečanje, ki ga imamo v Bodoncih vsako zadnjo nedeljo v mesecu aprilu. Od takrat naprej pa so potem bogoslužja potekala ali v dvorani evangeličanskega doma Bodonci, ali pa potem večja in pa praznična bogoslužja v tem enoletnem času pa potem v prostorih vaško-gasilskega doma v Bodoncih. Tako da smo izredno hvaležni kot cerkvena skupnost tudi domačim bodonskim gasilcem in pa gasilkam, da so nam prijazno odstopili. To ravno, cerkev je nek središče, neko jedro, okrog katerega skupnost živi. Malce sem bral po internetu, zakaj je bilo potrebno, ker 100, 120 let, 150 let, 200 let še ni tako staro za cerkev. Ampak postavljena je na zelo zanimive mesto, zelo lepa razgledna točka na vrhu hriba tudi. Vendar kaj, kapilarnost, gibanje tal, vlaga, vse to je zanimivo že postavljalo problem. Ker je opažam tudi pri drugih cerkvah, kaj vse delajo, spodkopavati je treba, tudi vrtajo, neke prezračevalne kanale, tudi z neko elektriko probajo odvajati, z nekimi posebnimi umeti. To ni kar tako, tako da... Ja, torej, tako kot praviš, to niso
posegi, ki se delajo kar tako, ne, to ni po domače povedano mačji kašelj. Predvsem, ko smo se leta 22 pa potem še 23, ko smo se lotili torej obnove zunanjosti, smo predvsem pri napravi drenaže, ne, smo opazili, da to ni delo kar tako. Ne. Torej, celoten objekt je bilo potrebno odkopati. Ne. Potem tudi na statiko teh objektov je potrebno paziti. Ne. Pa predvsem je potrebno te objekte potem na konec koncev obnoviti oziroma jih zopet povrniti v eno prvotno stanje. Torej, vsa dela potekajo tudi pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kar je na vse zadnje tudi edino prav. Tako da ja, to so zahtevna opravila in to so tudi opravila, ki rabijo svoj čas, pa na vse zadnje potem tudi s časom pride jasno, pa tudi z rokami pride tudi denar. Vse zato razumljivo, nisva se mogla prej srečati, ker si bil ravno v sredi teh del, ne. Ampak ker je toliko delo vloženega, toliko večje slavje tudi in verjetno toliko dlje časa bo to potem tudi na nek način mir, ne, zagotovo, da potem tako kmalu tudi ne bo potrebno ponovno vlagati, ker to je verjetno življenjsko delo, ne, ki ga na nek način v cerkvi opravljaš. Drugače, sama cerkvena občina je kar med starejšimi, ni najstarejša, ne, ampak začetki segajo kar tja, ne, okrog letnice 1800, ne. Tako da boste, kaj 200 let ali celo več? Bodonska cerkvena skupnost, torej uradni začetek je 29. julij leta 1792. Še v 18. Ja, tako. Ne. In pa takrat so se torej vernice in verniki iz 23 vasi, sedanje Bodonske in pa sedanje Gornje Slavečke verske skupnosti so se odločili, da bodo pač imeli samostojno skupnost. So se odcepili, če lahko tako povem, oziroma odločili, da bodo osamosvojili, ne, od tedanje torej puconske cerkvene skupnosti. Ki je najstarejša? Ki je najstarejša, tako, v letu 1783 segajo začetki puconske skupnosti. No in tako, takrat je bodonska verska skupnost nekako imela tudi ustanovni občni zbor, če povem tako malo moderno, ne. Torej so se srečali verniki takrat v Skednju, mi bi danes rekli od cerkvenega odbornika oziroma enega izmed predstavnikov župnijskega sveta, tako bi rekli, Nikolaj Vlaj je bilo ime temu gospodu v Bodoncih, danes hišna številka 98. Tam je ob 220. obletnici cerkvene skupnosti bil tudi postavljen pomenik besede, torej spomenik, črka A, torej kot A, kot alfa, kot začetek. Ne. Tam se je potem skupnost odločila za torej samostojno delovanje, tam so si potem tudi izvolili prvega duhovnika, Štefana Smodiša. Tam v Skednju so potem verniki upravili tudi prva dva krsta, kar je zanimivo, ne, ker ponavadi jasno potekajo krsti v sakralnih objektih, ampak to je na vse zadnje bil en sakralni prvi objekt v Bodonski vasi oziroma v Bodonski verski skupnosti takrat. Pa že istega leta, kar je zanimivo, so si potem verniki postavili zdaj na Bodonskem hribu, kot pravimo še danes, ne, so si postavili prvotno cerkev. To je bila cerkev, ki je bila velika 12x7 metrov. Kot simbolika te prvotne cerkve je dejansko velikost dvoranskega prostora v sedanjem evangeličanskem domu Bodonci, 12x7 metrov. Gabariti so torej identični. Ime tudi Štefana Kuzmiča obojema? Ali? Ne, evangeličanski dom. Dom Bodonci se imenuje, torej se imenujejo ti večnamenski prostori, ki smo jih vzpostavili leta 2013. No, in istega leta 1792, potem ob tej cerkvi, jasno leseni, ne, je bilo postavljeno tudi leseno župnišče na tem mestu, kjer je sedanje, ne, in pa na mestu, torej, kjer je danes podružnična osnovna šola, je bila potem postavljena tudi enorazredna evangeličanska šola.
Tako da dejansko ta vnema oziroma ta gorečnost teh vernikov je bila že takrat dejansko. Se pravi, obstoja kontinuiteta, nikoli ni bilo pretrgano, vedno je bil duhovnik prisoten, oskrba duhovna. Nikoli. Torej, bodonska verska skupnost v vsej svoji dosedanji zgodovini ni bila. Ker je to, imam prav, ne, da na nek način tudi potem verniki poskrbijo tudi za šolanje oziroma da imajo res zagotovljeno duhovno oskrbo, ne. Vse ti se na nek način tudi domačin, rodom nazaj. Tako, jaz prihajam z Murske Sobote, drugače prihajam, sem pa dejansko v Bodonce prišel kot kaplan leta 2004, 21 let. Wow. 21 let, ja. Pa potem, to je prva služba? To je bila dejansko kot služba duhovnika, rednega, kot pravimo evangeličani, dejansko prva. Predtem sem bil kaplan na 3 kaplanskih mestih. Pa potem leta 2005 sem potem bil izvoljen za torej 8. duhovnika v celotni zgodovini Bodonske verske skupnosti, pa sem potem tudi po gospodu duhovniku Ludviku Jošarju prevzel službo. Samo 8 v 200-letni zgodovini? Tako. To je potem kar dolgo. Tako. Ja, saj ti tudi že čez 20 napolnjuješ, pa bo 30. Moj predhodnik, gospod Jošar, je bil 45 let duhovnik v Bodoncih. Torej 1960 pa 2005. Njegov predhodnik, moj predhodnik, gospod Karol Šiftar, pa je bil kar 65 let duhovnik v Bodoncih. Tako da to so... Zrasteš z skupnostjo. Tako je. Ne gre drugače. Tako je. Pri tej prenovi, obnovi cerkve, če sem prav prebral, ena od večjih vrednosti, ki je ostala od prej, orgle lesene, še delujoče so še. Orgle so še delujoče. Zanimivost teh orgel je, to so drugače manjše orgle, to so enomanualne orgle, 9 registrov imajo, ampak je zanimivo to, da so starejše kot pa je sedanja cerkev, torej so verniki že v prejšnji cerkvi uporabljali. Najverjetneje, da je enostavno pri gradnji, pa lahko poveva, impozantnega objekta za leto 1899 v Bodoncih, da je verjetno zmanjkalo takrat sredstev, pa so potem ohranili te orgle. Je pa zanimivost teh orgel ta, da te orgle so bile izdelane v orglarski delavnici Pepert v madžarskem Sombotelu, in pa zanimivo je, da je ta orglarska delavnica izdelala, kar je zavedeno, zapisano, torej samo 3 orgle so delujoče, ohranjena iz te delavnice. Ene so pri nas v Bodoncih, ene v Reki in pa na Hrvaškem. In ene še nekje kraja se ne spomnim. Pa to ima Zavod za varstvo kulturne dediščine tudi v evidenci. Tako da je prav, to je evidentirano. Tako, pa tudi Slovensko orglarsko društvo, tako da tudi orglarsko društvo izdaja koledar. Tega nisem vedel, so pa predlani so se ostavili pri nas, pa so kar pofotografirali orgle, pa se pozanimali malo o orgleh še več. To se moram pogledati. Ja, so tudi v tem orglarskem, potem letnem koledarju stenskem predstavljene te bodonske orgle. Eno, da je fascinanten instrument, drugo se lahko klanjaš pred obrtno veščino, ki so je to zmogli. Jaz sem svoj čas tudi bil navdušen nad tem vsem, kar se tiče tega znanja, ko sem z enim mojstrom za ure in za zvonove se pogovarjal, rekel, tu so premislili vse. Kdaj se mora, kateri les, na luno so pazili, na ne vem, vse. Tako da včasih se res samo čudiš, kako se pravi 100 let več, seveda, še polno delujoče. Te zanima zgodovina osebno ali si se pač tudi zaradi službe preučil teh nekih podatkov? Namreč zanima me, če veš, odkot ime Bodonci. Odkot ime Bodonci? Ja. Pa ime Bodonci torej ime kot tako nima nekega posebnega pomena, se pa pojavlja to ime tam okrog leta 1365, tako je. 14. stoletju. Takrat se je dosti, kot vidim prvih omemb v nekih listinah, pisnih. Jaz sem šel malo gledati, ker me etimologija zelo zanima. In potem imaš madžarsko ime,
Bodenhedge. Bodohedge, tako je. Ja, pa potem je pa Bodendorf. Pa Bodendorf, tako je. Zdaj pa pri Bodendorf sem pa gledal, ne, ker sem mislil, ali bi bilo koren iz madžarščine, ker on je hrib, ne, vzpetina, hedj. Zdaj za Bodendorf je pa pisalo, da je to stari priimek, nemški, ki ima še jih dosti, pomeni pa ali vlastništvo nad nekim ruralnim prostorom, ali pa naselje ob rečici. Ampak tako je prišlo do družinskega imena in jaz mislim, da je to mogoče tudi dejansko nekoč bila družina, kakšna nemška, ki se jim pač imela priimek Bodendorf. Zanimivo mi je. Boden, tla. Tla, ja, sej, to ima tako, tudi na rodovitnih tleh. Jaz sem tudi mislil, da starejši del Bodonec je tam, ker pravi, spodnji, zgornji, še vsaj mi smo torej, tisto je starejši del, ne? Bodonska vas je, ne, dejansko tukaj na hribu je najstarejši del. Je najstarejši del. Ta del so potem tudi evangeličani dejansko dobili v upravljanje takrat 1792. leta. In pa še dan danes se Bodonska vas dejansko deli na tri dele, to je ostalo, torej hrib, torej breg po domače, potem graba, pa potem Varaš. Varaš tudi ima. Tako tudi v Bodoncih je Varaš, pa tudi tako v šali, v hecu radi pravimo, prišli so Varašanci, so prišli v cerkev. Čisto preprosto, Varaš, torej spodnji del Bodonec, to je nekako strnjeni del, torej naselja, bolj urban, če tako lahko poveva, in zaradi tega preprosto Varaš. Tako, je pa graba rodovitna, tam je pa graba tako rodovitna. Tako da verjamem, da je to staro, 14. stoletje. Je pa tak, ko pa greš, to je tak, čisto pogovorno ostalo, ko greš v cerkev, ali pa ko greš na pošto, ali pa ko greš se kaj podružiti, torej v vaško ukrepčevalnico pri cerkvi, enostavno rečeš, ko ideš na Bodonski breg. To je dosti, ko predstavljajo Prekmurje ali Goričko, je ta pogled z Bodonec dol na to Mursko ravnico dosti krat motiv, ker je zelo panoramski, tako ta veduta je zelo lepa. Dotaknem se te tvojega tudi, bom rekel, pristopanja do vernikov, poskušaš biti inovativen, izviren in tudi glede te ideje me zanima, kako si prišel na njo, da si ponudil celo solastništvo cerkve za umet. Takrat, ko ste obnavljali, si celo ponudil neko kupčijo in tiste je zelo posrečeno. Kako je prišlo do tega? No, to je dejansko bil delček, mi smo poimenovali to akcijo takrat dobrodelno delček Bodonske cerkve in smo dejansko z enim pač primernim nagovorom, s primernim besedilom smo potem delček torej starega umeta, smo dejansko ponudili potem vsem zainteresiranim za torej protivrednost ene vreče torej sušilnega umeta. Takrat je ta delček torej tega umeta z cerkve, nekako smo rekli, da je to 20 evrov, ker ravno toliko je takrat tudi stala ena vreča tega sanirnega materiala, ki je pač potreben za izdelavo enega kvadratnega metra, ali notranjega ali zunanjega umeta. No in ta dobrodelna akcija se je neverjetno dobro prijela, tako da smo potem, ne samo, da smo te delčke, torej da so nekako jih ljudje sprejeli za svoje doma, torej v domači, v Bodonski fari, ampak tudi širše po celotni Sloveniji smo potem tudi poštno pošiljali te delčke, pa potem tudi v tujini je nekako akcija bila. Saj si že deloma odgovoril, ampak vseeno, kako si razlagaš tak uspeh te akcije, čemu to pripisati? Mislim, da ljudje želimo biti del neke zgodbe, Jaz bi rekel ta ključna beseda, da je soudeležba, da nisi zgolj pasiven, od strani neko opazovalec, postaneš del tega. Tako, nekako se je javnost takrat
zelo poistovetila s to akcijo, ne, pa dejansko tudi ta nagovor, več ljudi, več zmore. Ker čist konkretno 20 evrov dejansko ni velik ali pa prevelik denar, ni prevelika vsota, ampak če se stopi skupaj, ne, korak po korak, se lahko marsikaj naredi. Ti si ponudil dobro kupčijo, za 20 evrov jaz dobim nazaj res dober občutek, da sem v bistvu je vredno, ne, še več bilo za ta občutek, da sem jaz zdaj participiral, ne, da dokazal sem, da mi ni vse eno. Ne. Tako. No, to je bila ena taka zelo uspešna, dobrodelna, zelo, lahko povemo, dokaj inovativna akcija takrat. Potem ena taka sedanja, torej aktualna, pa je dobrodelna akcija Podarimo klopi Bodonski cerkvi. Ne? Torej spodnji del Bodonske cerkve, torej cerkvena ladja, kot pravimo, bo dobila oziroma že dobiva torej v celoti nove klopi, torej nov interijer. Ne? To je povezano z ogromnimi stroški in smo zopet nekako razmišljali, kako bi lahko zopet zainteresirali torej skupnost, pa potem tudi širšo javnost, da bi nekako tudi s tako z enimi, bi rekel tako, dokaj mehkimi koraki, pa nežnimi koraki, pa enimi takimi prijaznimi koraki zainteresirali, da bi nekako skupnost, pa tudi širše nam nekako pomagala pri nabavi teh klopi, ker prvotno nekako ni bilo v planu, da bi se klopi tudi zamenjale, ampak dejansko, ko smo prišli do točke, da smo pričeli torej odstranjevati interjer iz cerkve, smo opazili, da so materiali pa res dotrajali, ne? In smo se potem odločili, da bomo torej pričeli z akcijo Podarimo 1 meter klopi Bodonski cerkvi, pa smo zopet rekli, da naj je to en tak simboličen prispevek, kjer bomo zopet lahko prav vsi, poudarjam, zopet prav vsi del tega velikega projekta, del te akcije. No in dejansko akcija je sicer na začetku mogoče bila sprejeta, skepsa, zopet ne, bomo pa videli, kaj se bo zgodilo, ne, ampak zdaj akcija traja od prejšnjega leta, od meseca oktobra, od reformacijskega meseca. Lahko povemo, da smo dejansko z akcijo zopet naletela na neverjetno dober, na neverjetno pozitiven odziv in smo dejansko z akcijo uspeli, za kar sem ponovno in smo izredno hvaležni, zopet pokriti že polovico stroškov izdelave teh novih klopi. Ne. Torej, jasno je, da 1 meter klopi, torej novih klopi, ni vreden 50 evrov, ampak mnogo več, ampak smo dejansko rekli, želimo, da je nekako lahko vsak ponovno del tega projekta, del te akcije in res sem izredno hvaležen pa ponosen ne samo na farane, ki so se neverjetno odzvali, ampak tudi ponovno na širši javnosti ravno tako. No, ker biti del smo različni, ampak ko stopimo skupaj, tvorimo eno zgodbo, ne, in ta občutek, ne, da res si soudeležen, da participiraš. Jaz sem na to nekaj naletel pred časom, naravovarstvo, recimo en sporeden primer, ko se tudi sprašuješ, kako motivirati ljudi, da bi sploh ne bili bolj zagreti za neko idejo ali pa da jim dopovedati, da je to tudi v njihovo dobro, v splošno korist. In recimo v Avstriji sem naletel mi smo na Goričkem parku takrat, pa tudi še sedaj obnavljajo travniške sadovnjake. To so ta visokodebelne, tradicionalne sorte, visokodebelna drevesa. In kaj so naredili Avstrijci? Tule mislim, na 2-3 mestih sponzorje. Se pravi, tisti strošek sadike, zasajevanja, ureditve celotnega sadovnjaka so ponudili v sponzorstvo. In zdaj ob vsakem drevesu, kjer je nekdo financiral, ne, je ploščica, lepo umetelno narejena, ta družina, ne, je prispevala toliko in toliko k temu.
In potem se tvori tudi neka ta občutek, ta neko vezivo, ta socialna kohezija, ne, ko se reče, ne, ta vez med ljudmi. Vse nekaj podobnega bodo dejansko dobile oziroma imele tudi nove bodonske klopi. Torej vsak darovalec, vsaka skupnost, vsako društvo, ker primer ravno pred tednom dni je torej eno izmed društev v Puconski občini so imeli občni zbor, je imelo društvo in so se ravno tako nekako odločili, da bodo pa kot društvo podprli torej nabavo teh novih klopi v bodonski cerkvi. Ampak gledajte, to je dejansko zelo lepa, zelo hvalevredna gesta, pa tudi lepo je, da se nekako vedno znova ne delimo na takšno društvo, na drugačno društvo, na združenje takšno ali pa drugačno, na cerkev to ali pa drugo, ampak dejansko, da to vzamemo oziroma smatramo kot del nas, del naše kulture, del naše zgodovine, del naše preteklosti in da je to dejansko vse naše. Kot po domače radi rečemo, nihče ne bo to nikam odnesel in lepo je, da znamo navkljub modernosti časov, navkljub seveda ne vedno istim pogledom, interesom, da znamo, ko je pa potrebno res stopiti skupaj, da se potem stopi skupaj. In jaz sem tukaj ravno izredno hvaležen v prvi vrsti jasno domači bodonski verski skupnosti, torej farankam, faranom, pa potem seveda tudi širše vsem, ki ponovno ste oziroma smo del tega velikega projekta. Ker gledajte, to so na vse zadnje neki projekti oziroma neka vlaganja, ki so povezana z ogromnimi materialnimi sredstvi, ne? In tukaj dejansko se dejansko vidi oziroma čuti ta pripadnost. Ker najlažje je biti del neke skupnosti, ko življenje v skupnosti poteka brez nekih, kako rečemo, brez nekega posebnega, bom rekel tako, napredka ali pa brez nekih vlaganj, če sva direktna, ne, je najlažje biti. Ampak se pa dejansko moč oziroma pripadnost v skupnosti je pa najizrazitejša ravno takrat, ko skupnost stoji pred takimi nalogami oziroma pred takimi izzivi. Točno. Skupno je prizadevanje, skupna preizkušnja združuje. Ne? Saj se nikogar ne sili v to, da moraš dati. Ne? Po drugi strani je pa ta učinek, ta efekt je večji kot samo seštevek teh posameznih prispevkov. Se pravi, rezultanta vsega tega je še nekaj več, neka nova zgodba, še večja, okrepljena zavest, okrepljeno sočutenje z drugimi, ki so del iste skupnosti. Ne? In ne vem, če bi se malo probal filozofsko izraziti, ne? Tu prehaja ta preskok kvantitete v kvaliteto. 1 + 1 + 1 + 1, bi mislil samo imaš dosti enk, imaš nek seštevek. Ne, v nekem trenutku preskoči in ta seštevek posameznih da neko novo višjo kvaliteto. Ne. To sem videl recimo, ko sem še na Kozjanskem delal, takrat je tam nad Podsredo je tudi križev pot, so kapelice in so bile tudi v slabem stanju in to obnoviti, kako obnoviti, še požar je bil vmes, not je bil križev pot, ki je zelo zanimiv bil in je tudi bil že potreben obnove in kaj so naredili podobno. Ne? Razdelili so se po vaseh in zdaj ima ob vsaki postaji križevega pota ploščo vas, ne, ki je financirala ali pa tudi društvo, to, kar se je pri tebi zgodilo. Ne? In dejansko, ko pridem tja ali pa ko nanese pogovor na to, čutiš prav tisti ponos. Ja, ne vem, 7. postajo križevega pota, to pa naša vesnica, naša vas tam, ne. To, ne, da si soustvaril, nisi pasiven več. Ne. Tako. Pa, viš, glej, zanimivo je tudi tako čisto med tednom, ne. Je zanimivo, ljudje pridejo na breg, kot sva že rekla, ne, pa se ustavijo v cerkvi, ne, pa pogledajo, pa mi smo del tega projekta, ne, kako napredujemo. Ne, to je lepo slišati, pa lepo je vedno znova videti tudi po nedeljah
po končanih bogoslužjih vernice, vernike, kako gredo v cerkev, gredo pogledati, kaj smo naredili, ne, kakšen je napredek. Ne. Tako da vidimo, da skupnost s tem projektom dejansko diha, da s tem projektom tudi živi. Ne, ker v življenju ti nekaj mora biti pomembno. Zdaj, magari so ti pomembne, ne vem, število rund v neke gostilne, ampak tudi če ti je tisto pomembno, nekaj ti mora biti pomembno, ne moreš živeti, da ti ne bi bilo pomembno. In tisto pomembno na nek način začenjaš ponotranjiti, ne, postaja del tebe. Spomnim se te pesmi, mislim, da je Ivan Minati, ali kdo je Minati rekel, da koga moraš imeti rad, če ne nazadnje kamen. Ne vem, zdaj, da ne bom preveč zašel, vedno več ljudi na mesto, da bi druge ljudi imeli, mislim, se izražali ljubezen, imajo hišne ljubljenčke, ne, vedno več fokusira rajši na živali. Ne. Mislim, ne bom problematiziral to, ampak hočem bolj poudariti to nujno človeško potrebo, ne, da se z nečim identificiraš, da nekaj del postaja tebe, da nisi zgolj osamljen otok sredi drugih, ne, individuum, ki je zgubljen v nekem, ne vem, kaosu sveta, ki ga ne razume. Ne. In na ta način se tke, ne, to platno tukaj je vezivo vmes. In k temu služi tudi ta večnamenska dvorana, ne, ki se že omenil. Torej, še enkrat, cerkev nosi ime Poštevano. Tako. Dvorana je pa drugače. Kaj je program tam? No? Torej, tako, dvorana oziroma evangeličanski dom Bodonci. Ja, tako, to je, torej, objekt je bil zgrajen leta 2013, bo že kar 12 let, letos minevalo. In pa torej, vsa veroučna poučevanja potekajo v tem domu, ne. Imamo skupaj torej vseh veroučnih skupinah imamo vsako leto tam med 120 do 130 otrok imamo. To pa kar? Ja, nekateri hodijo torej k verouku med šolskim letom, nekateri tisti, ki pač niso iz Bodonske, Puconske ali pa bližnjih, torej osnovnih šol, Gračke, Cankovske, prihajajo potem v počitnicah prvi teden, bolj taken počitniški verouk, torej bolj delavnice, igralnice, oratoriko. Tako nekako v tem kontekstu. Pa potem ob teh torej veroučnih dejavnostih potem potekajo različne ostale torej dejavnosti, kot na primer taka ena zanimiva dejavnost je predvsem v adventnem času, pa potem meseca januarja, februarja so tako imenovane zorjenice. Zornice, slovensko. Torej, kratko bogoslužje, razmišljanje, torej pesem, kratka molitev, pa potem skupni zajtrk, pa druženje. To je ena taka zimska dejavnost, zimska aktivnost. Pa potem različne delavnice potekajo, zdrav življenjski slog, potem različne kulinarične delavnice in pa podobno. Potem ravno tako se srečujejo torej predstavnice nežnejšega spola, se srečujejo na telovadbi. Ja, se pravi, lahko pri tebi nekdo izrazi interes, povpraševanje po nekem prostoru. Mi smo torej že takrat, ko smo nekako snovali, pa tudi ko smo zgradili ta dom, vzpostavili, smo nekako rekli, da bo to prostor oziroma kraj srečevanja za vse. Jasno, primerna dejavnost, ne, ki torej, ne, ima svoje zato, ne, v življenju, in tako da je ta dom odprt. Ne. Pa potem torej, v nadstropju doma je pa potem otroška igralnica, ne, torej z biljardom, torej z zračnim hokejem, ročnim nogometom, vse ostalo, multimedijske tudi vsebine nekaj deloma, in pa torej to je odprto, ne, in se srečujejo. Ne. Vsak z dobrim namenom dobrodošli. Z dobrim namenom, tako. Potem med tednom, potem od ponedeljka do petka, potem potekajo ravno tako torej ure poučevanja torej instrumentov, zasebna glasbena šola Zavod Virtuos, torej profesorji poučujejo štiri instrumente, potem periodično potem tudi pripravljajo različne potem produkcije, kot pravimo, ti učenci.
sodelujejo ravno tako pri bogoslužjih, v domači skupnosti, pa potem tudi širše. Tako da je živahno. Res je živahno. Torej, živi. Redko kdaj se zbudi, da je ker to dejansko na dvorišču. Ja, lokacija je že dobra. Ja. Na dvorišču je to, redko kdaj se zgodi, da je na dvoriščih pri nas mirno, da ni nikogar, pa že ko se to zgodi, da je pomirno, pa te že zaskrbi, kako je to, da ni nikogar. Se ta otroški žal, ko ga omenjaš. Kaj skrbi, ne? Ker demografija namreč, če se prav zapomnim, ne, takrat pred 100-120 leti je bilo Bodončar oziroma skupnosti 1000, zdaj pa samo pol. Prepolovilo se je, ne, v dobrih 100 letih, ne. Ampak so še otroci, bodo ostali na tej zemlji? Bodo. Ja? Bodo. Si optimističen, dobro kaže. Glej, zanimivo je, ko pridejo tako večkrat turisti ali pa izletniki v to našo cerkev, pogledajo po cerkvi pa vprašajo, kako to, da tukaj stoji tak velika cerkev. Je dejansko, kako si rekel. Kako bi šlo maksimalno not? 1000? 800 sedišče, pa še stojišča, če se malo pošaliva, pa sva nekje na številki 1000. Ampak glej, dejansko takrat, pred temi 126 leti, ko je bila ta cerkev zgrajena, je dejansko samo Bodonska vas imela 1000 prebivalk in pa prebivalcev. Tako da to pomeni, danes smo nekje na 460, tako da smo nekje na polovički ali pa še malo manj. Tako da so dejansko razumljivo takrat v Fari potrebovali dejansko tako veliko cerkev, oziroma je cerkev bila na cerkvene praznike za vse premajhne. Tako da 3-4 bogoslužja so morala biti, da si dejansko seveda, da si lahko rečva ne nedeljska, ampak praznična, so bila dejansko potrebna, da so lahko potem nekako vsi prišli k bogoslužjem. Danes nekje polovička, torej prebivalstvo v okolju od takrat, ampak glej, v Slogi, kako smo že prej omenjala, v Slogi je moč, vidi se. Nekaj so ta nihanja, drugo je, da je nekaj kriza prenese svoje, mogoče seveda enostavno treba iti po tej sinusoidi skozi neko dno, da se bo spet začelo dvigovati in da bojo, veš kaj, da bojo ljudje pogruntali, to takrat, ko se še delo v Goričkem parku, težko je bilo dopovedati, kaj je kvaliteta življenja, kakovost bivanja. Kaj ti pomaga, standard, če imaš vse na gumb, če ne vidiš, zelene barve, mislim, te naše šume, Gorička, ali pa, lahko spiješ iz virov vodo, ali pa ni hrupa, ali pa ptičke vidiš, ali pa, ker včasih domnevamo, da samo če voziš na Audi ali Mercedesa, pa imaš, koliko na računu, da je potem to kvaliteta bivanja. Ampak mi smo tudi imeli primer, recimo, jaz vem, pa ne bo šlo podrobnosti, da so tujci prišli sem, ne da so Angleži samo hodili, tudi drugi tujci so rekli, gledajte, tu sej so težave, slabe ceste, pa infrastruktura, ki je še kakšna druga bi lahko bila boljša. Ampak varen si, natopljen si, v zdravem okolju živiš kot Goričko je. Ja, pa kaj tega ne bi cenil? Pa zanimivo je, da vedno več je primerov, da se enostavno Slovenci, kot radi večkrat pravimo, Slovenci, da se priseljujejo, kupijo domačije, pa se priselijo. Pa je zanimivo, da neke lepote ali pa neko kvaliteto življenja, ki si jo ravnokar omenil, vidijo mnogo izraziteje, kot pa jo vidimo mi domačini. Ker nam je, kako si menil, nam je normalno, čisto normalno, da stopiš dejansko čez hišni prag, pa pojejo ptičke, pa je svež čist zrak, pa je narava, pa je zeleno, pa je neka kvaliteta življenja, ampak to je tako normalno, da to več ne dojemaš kot nek standard. Je pa zanimivo, ko pa pridejo ljudje z nekih urbanih sredin v to naše okolje, pa dejansko narava, pa potem še posebej pa ti odnosi, ki jih mi še vedno živimo, veš.
kar nekaj prireditev, ne samo na cerkveni ravni, da si bomo na jasnem, ampak tudi širše, v Bodonski vasi, pa tudi v širšem okolju imamo. Torej neke dogodke, tradicionalne, neke prireditve, ki vedno znova privabijo torej širšo skupnost tudi, ne. In lepo je, ko človek pride tam v kontakt z temi ljudmi, ki so priseljeni strani, pa ti ljudje vedo pohvaliti torej kvaliteto teh odnosov, ki jih živimo. Ne samo sosed s sosedom, ampak tudi znotraj vasi, znotraj društev, znotraj neke tudi dejansko širše skupnosti. Jaz sem včasih se bolj gibal, mislim, smo po kakih delavnicah po tujini hodili, pa tudi drugi sem, zdaj veliko manj, ampak med temi enimi tujci, ko so prišli sem, eni so fascinirani, celo zahodnjaki, tu se lahko prosto gibljem, a lahko grem zdaj tam prek. Lahko grem tam prek, pa čez ta hrib, pa tu gobo nabe. Ja, mislim, kaj ti jaz moram, idi, ne? Ker recimo jaz sem bil v Angliji tam strogo, samo po potki, pa privat lastnina, pa nas je lastnik enkrat preganjal z dvocevko. Res, to niti ni anekdota. Pa smo bili s profesorji, ritensko smo šli nazaj, ker smo si drznili stopiti na travnik, pa smo spregledali en znak, da ne smeš, ne? Prosto se gibam, to eni ne morejo verjeti, ne? To je bilo pred leti, bil je praznik Buč je bil, v Bodoncih, tradicionalna prireditev, ki je res super živi, ne. Privabi mnogo obiskovalcev, ne, in je bilo tudi, je bila možnost letenja z toplozračnim balonom, ne. No, in nas je prijatelj Štefan Bertalnič, takrat sem imel priložnost leteti z balonom, pa se spomnim, da smo potem v Bodoncih smo vzleteli tam na igrišču spodaj, pa potem zračni tokovi so nas potem nesli v smeri Vodarec, pa v Motovilcih smo potem pristali. Čist na privatnem travniku, ne, pa so potem vsi tam sosedje, vsi vaščani so prišli, kdo je zdaj to priletel, ne. Vsi so nas počastili s hrano, so nas počastili s pijačo, pa zanimivo je pa bila ena gospa starejša, ki je rekla, ko se pa niste najavili, da pridete. Ta reakcija. In to je nekaj, to je nam mogoče še nekaj tako normalnega, da sploh ne. Celo Goričanci, ta velikodušnost, gostoljubje, eni študenti so tu bili, ko so delali nek popis, pa so tujci bili, so rekli, pa jaz sem nenapovedan prišel k hiši, potrkal, pa sem se hotel upravičevati, najprej so me ponudili z nečim. Rekel, pa to je, kakšni to čudaki. In zanimivo je, jaz tudi predvsem tudi svoje otroka, pa tudi ostale otroke, mlajše generacije, s katerimi živim, pa sodelujem, delam, nagovarjam dejansko podobnemu oziroma k enakemu. Ne glede na veroizpoved, takšno, drugačno, bodi človek človeku. Če mu ne moreš pomagati, mu vsaj kot radi tako nekako floskoli pravimo, ne škodi, ampak dajmo se povezati, dajmo si pomagati, dajmo tam, kjer res lahko stopimo skupaj, dajmo stopiti. Ne moremo dejansko vsi narediti vse, ampak če bo pa vsak vsaj nekaj malega v svojem okolju naredil, pa smo dejansko naredili že. To je osnovni krščanski kredo, ne? V bistvu noben ni izvzet iz tvojega polja ljubezni oziroma odnosa, ki mu ga moraš naklanjati, ne? Jaz dostikrat pravim, sem tudi v tej oddaji že večkrat ponovil, da se mi zdi, da je največje prekletstvo to, da ne vidiš, da si blagoslovljen. Vse to je bilo v raju, ne? Bila sta popolnoma blagoslovljena, tega niste videli. Tudi mi, ne, recimo, kako včasih kukamo oziroma kaj vse ni v redu, ne, ali pravim, se hodujemo na tem ali onim, ampak dejansko mi bi morali videti, da smo deležni blagoslova, ne? Slovenija, kakva je Goričko, kako je, recimo to, ko so prej omenjala. In jaz sem tudi omenil že, če bi imel zadosti denarja, bi vse Slovence ven poslal, katerikoli del sveta ti povem, da je malo dejansko lepših oziroma sem bil, da ne bom našteval, manj na vzhodu, bolj na zahodu, recimo Amerika, Makija ali pa Anglija ali pa Nizozemska ali pa če si, mislim, da bi videli tisto, ne, in ko bi prišli nazaj,
to, kar sem že omenil, ne, takrat pravi en tujec, pravi, že to, da se lahko prosto gibljem, mislim, to je neverjetno. Ne. Ampak dotaknil bi se ravno tega, da pri tebi ta odnos vendarle ni problematičen nikoli bil. Eno je, da pravim, si prišel na Karinski park Goričko obiskati zelo hitro. Se mi zdi, da tudi to čutenje do okolja, do spoštovanja tega božjega stvarstva in prostora, katerega del smo pa tudi ljudje, se pravi, to nikoli se ni izvzemalo, ne, iz tega. Ne, nazadnje imaš tudi čebelnjak, ne. Pri tebi ta sočutenje z sočlovekom in z stvarstvom nikoli ni bila službena dolžnost, poza. To je ja intimno, ne, to je v tebi, ali to... Pa, gled, nekako je to... Vsaj tako te začuti. Zopet tako nekako normalno, oziroma nekako je nenormalno, da bi se človek zapiral, da bi človek nekako bil za štirimi stenami, ampak je lepo, da človek živi z stvarstvom, da diha tudi s stvarstvom, ne. Zato tudi, kako si omenil, čebelnjak pa čebele, to je ena taka moja otroška ali pa mladostniška želja bila. Ja. Pa da dobimo med pri tebi? Ja. Lahko, kadarkoli, kar ostavi. To bo. Tako da, evo, ko je bila ta možnost, ko se je pokazala 2006. leta je to bilo, smo potem stopili skupaj, pa sva še s sedanjim mentorjem čebelarskega krožka, Jožetom Kuharjem iz Zenkovec, sva potem priskrbela prvih 7 čebeljih družin, pa potem počasi smo postavili en lesen čebelnjak. To je bil moj tak prvi gradbeni projekt, ja, torej čisto preprosta plošča, betonska, pa potem lesena konstrukcija. Ampak smo pazili, ne, da bo tako avtohtono izgledal ta čebelnjak. Ne. No in potem počasi smo pričeli čebelariti s 30 čebeljimi družinami. Pa kar je zanimivo, ne samo, torej, da je to nekaj mrtvega na papirju, ampak se trudimo, da nekako živi, da funkcionira tudi čebelarski krožek, torej, ki poteka torej, v okviru čebelarskega društva Puconce, pa potem jasno osnovnih šol. Tako da evo, potem otroci imajo to možnost, da spoznavajo na ne samo teoretičen način življenja, čebelje družine, ampak potem tudi praktičen, torej delo s čebelami, ne, pa s pridelki pa tako naprej potem tudi. Pa potem zanimivo je tudi to, da poteka vsako leto tudi tekmovanje mladih čebelarjev, ja, pa smo edina resna stvar, ja, ampak pazi, to pride po 500 otrok, pride iz cele Slovenije, pride na čebelarsko tekmovanje državno, ne. Ja. Wow. Potem v 3 starostnih skupinah to poteka. No in smo imeli že primer, da smo imeli zmagovalce v našem krožku. Ja. Wow. So se fantje pa punce so se pridno učili, so obiskovali, so poslušali mentorja. Mentor je tudi izvrsten čebelar, kar pomeni, da ne samo torej v teoriji predaja teoretično znanje, ampak predaja tudi praktično znanje. Tako da so dejansko potem tudi otroci oziroma ti krožkarji so dejansko tako zrasli s tem čebelarstvom, da mi je to bilo že, tako vse so imeli dejansko v malem prstu, ne? Torej teorija pa praksa nekako združena. Ne? Tako da to je eno tako naše oziroma moje dihanje s stvarstvom, pa potem naprej zgoraj nad župniščem imamo en tak sadovnjak, od jablan do hrušk, do sliv, češenj, višenj. Torej ni, torej skozi celotno sezono vedno nekaj. Seveda ni to samo za torej družino, za družinske potrebe, ampak je to razdelimo ali pa ne vem, sokovi se naredijo. Pa potem tudi, ne vem, okrasni vrt okrog župnišča, okrog cerkve. Torej, trudimo se, ne, da je... Gre za to, da izprečuješ, ne, da bi se za to trudil, ne, neki zgled tega, kar jaz tudi verjamem, da je v skladu z Božjo voljo, kako bi naj delovali na tem svetu, ne, tudi v odnosu do drugega. In včasih do te filozofije ali pa nekega teoretiziranja je težko priti, ali je pa še najlažje priti posredno, se pravi, če začneš na nečem konkretnem, ali je to neka stara jablan, ali pa je to neka čebelica. Če to razumeš, kako čudo, kakšne skrivnosti so tu, da tu pride od
tisti roj tistih malih nekih živalic, pa letijo, pa nektar, pa da med, mislim, pa kako urejeno je, kako v skladu z nekimi, ne vem, zakonitostmi. Moraš biti, da ne bi bil navdušen, ne? Da te ne bi to na nek način fasciniralo, da ne bi ob tem, pa potem tudi začel čutiti, ja pa ni samo čebelica, ne? Pa so tudi mravlje, pa ne vem, so tudi ne nazadnje, rekel, pajki ali pa kdorkoli že, ne? Da dobiš ne, tako se ti vrašča v tebe ta čut, ta odgovornost, ne, ki jo na nek način bi morali prepoznati v sebi. In jaz včasih se v hecu rečem, ta stari čebelar, veste, ta znana pesem, da bi bilo fajn, da je neka vrste neuradna himna Slovencev. Ker če bi to bilo, ne, potem dejansko v tej je zaobjeto to, ne, kar jaz tudi biolog, naravovarstvenik, ekolog, bi rad, da bi ljudje čutili. Jaz sem tako eno tudi rad nekako v znanjevanje evangelija, rad kdaj pa kdaj vključim neke čebelarske, čisto preproste vsebine. Rad, naprimer, mlademu paru, ki stopa naprimer, na skupno zakonsko pot, rad v dar med obredom, rad podarim torej, en kozarček medu. Ne. In dejansko ena čebela, ne, dejansko, če bi samo ena, ne, mora nekako za en kozarček, ta manjši, ne, 500 gramski, mora 8-krat obleteti torej zemeljsko oblo. Ne. Glej, ne, koliko energije je potrebno vložiti, oziroma koliko zopet, jasno, da ni samo ena v panju, ampak v družini. Ja. Dejansko koliko sloge, koliko enotnosti je potrebno za nek uspeh. Ne. In to je taka ena lepa analogija oziroma ena taka lepa paralela, ne samo zakonskim, družinskim, pa tudi kasneje vsem ostalim oblikam nekega skupnega, urejenega življenja. Ne. Ampak na tak način ne dejansko približaš na en tak čist preprost način evangeliji tudi modernemu človeku. Ker glej, na vse zadnje, tudi če sva malo svetopisemska ali pa malo pobožna, tudi Jezus je dejansko s svojimi znanimi prilikami, vsi jih poznamo, je dejansko delal nekaj podobnega, če ne nekaj enakega. Ne. Prilika, vsi jo poznamo, naprimer v sejalcu. Ne. To je bilo nekaj tako preprostega, tako elementarnega, zanimivega, razumljivega takratnemu Jezusovemu poslušalstvu, ne, da so ga dobro razumeli, kaj jim želi povedati. Ne. In tudi danes. Se točno to je bilo moje dosti dela tudi, mislim, ko sem se na podiplomskem študiju ukvarjal s tem, da sem iskal po Svetem pismu ravno teh primerov iz narave vzetih, ki so neki poduk tudi za višje resnice, ne, in tega je dosti, že Ozej ima recimo v Ozeju, ampak ker ura teče, nič ne reče, ampak to želel vprašati še. Vi boste zdaj za cvetno nedeljo imeli veliko slave, ne, tudi cerkev Partana, mislim, v tej obnovljeni obliki. Si pa pred letom dni približno skoraj točno na lokalnem radiju rekel, da smo ljudje velike noči, ker se približuje velika noč po cvetni nedelji. Da kaj si s tem mislil, ker mi je zelo lepa misel. Ja, velika noč, Vizen, po domače, po prekmursko je praznik življenja, praznik zmage življenja nad slabimi, negativnimi silami, ja, če se tako malo širše izraziva. In nekako v tem kontekstu sem takrat razmišljal, ne, da tako kot smo se danes že obrobno dotaknila, ne, večkrat smo tako ljudje črnogledi ali pa negativno nastrojeni, ne, pa morda ne vidimo med, ne vem, ali pa tako med 99 pozitivnimi nekimi iskricami vidimo pa nekaj tistega negativnega prej kot pa teh 99 pozitivnih iskric. Ne. In to sem dejansko želel takrat povedati, da naj ne vkljub temu, da se vsi, ne glede na to, kje smo, kaj delamo, s čim se ukvarjamo v življenju, da naj smo enostavno odprti za življenje, da naj smo pozitivni, da naj smo dejansko, kot si sam prej povedal, hvaležni za zdravje, za dobro počutje, za lepo odnose. Imamo razlog za upanje. Tako, ne.
Pa tudi na vse zadnje, tudi ko se takrat sem to dejansko povedal tudi, torej, da smo kristjani ali pa verni ljudje, da smo dejansko ljudje velike noči, tudi ko se lotimo, ne samo kot skupnost, ampak tudi kot čist na osebni ali pa družinski ravni, ko se lotimo nekih projektov, naj nas, ali pa nekih izzivov, naj nas ni strah. To. Ne? In dajmo videti za temi osebnimi in tudi ostalimi projekti, dajmo videti ne težave, ampak dajmo videti kot neke izzive ali pa kot neke priložnosti. Kar mene žalosti na nek način, pa bega tudi po svojih, vse probam najti, racionalizirati, ampak nekdo bo rekel, ja, jaz sem tu sam za sebe, veren, pa tudi recimo posmrtno življenje, če bo ali ne bo, ampak jaz sem veren za sebe, ne rabim pa institucije, ne rabim cerkve, ne rabim religije, celo zavračam. Kaj ti kot duhovnik rečeš? Je to potem vera? Ker vseeno je želja, po moje, bila Boga, da smo del cerkve. Religare pa pomeni družiti se, da nisi to, ko so prej rekla, izoliran otok sam zase, ki bi tudi izolirano svojega Boga doživljal, častil, da je namenjeno, da to smo skozi skupnost, skozi cerkev. Jaz se bom tukaj, sem zelo tak, ali pa probam biti, kjer se le da praktičen. Ne? Zelo živo se še spomnim tako imenovanega koronskega časa, ko so cerkve tudi, ali pa tudi cerkve so dejansko samevale, ne? Pa razen dnevnega, pa nedeljskega, pa prazničnega zvonjenja, ne? Se v cerkvah dejansko ni dogajalo praktično nič, grozno. Ampak smo premagali tudi to, ne? In že takrat, ko smo dejansko bili na neki točki, da je pa potrebno potem neka bogoslužja, neke verske vsebine približati ljudem pač na televizijskih ekranih, torej ko je prišlo do tega, da smo pričeli snemati pač verske obrede nekako v teh praznih cerkvah, nekako sam nisem imel ravno najboljšega občutka pri tem. In takrat v tem koronskem času sem dejansko takrat še s pokojnim bivšim škofom gospodom Gezo Erniša sva naredila moje eno in tudi edino koronsko bogoslužje takrat skupaj. Nisem enostavno imel dobrega občutka niti pri tem prvem, pa tudi potem kasneje v prazni cerkvi si. Če ravno delaš dobro delo, ampak nisem enostavno imel dobrega občutka. Sam čist konkretno doživim to svojo vero, ko smo skupaj, ko smo v bogoslužnem prostoru, ko nas je seveda zbranih čim več, pa tudi ko nas je morda zbranih pri bogoslužju manj. Ni važno, če nas je 30 ali nas je 100 ali nas je 20. 2 ali 3, kjer so zbrani, sem jaz sredi. Tako, če smo svetopisemsko, čisto konkretno, pa tudi lepo je, ko človek pa vseeno pride k bogoslužju, da pride z enim veseljem, z enim odprtim srcem, ne iz prisilo. Pa tudi dejansko potem je prav in pa na mestu, da človek potem v skupnosti doživi ne neko kritiko, ne neko po domače povedano šimfanje, ka bi rekel tak, pa bi rekel naček, ampak je lepo, če potem tudi strani duhovnih delavcev, torej vseh nas, ne glede na veroizpoved, dejansko človek dobi eno spodbudo. Je to absolutno. Ker če sva čist zopet tak konkretno, to je dejansko tako kot pri nekih športih. Ne. S tem, da s to razliko, da ne vem, športniki trenirajo 6 dni, ne, pa en dan igrajo nogometno tekmo, na primer. Ne. V tem, če zopet preneseva v to naše cerkveno oziroma krščansko življenje, mi pa imamo en dan treninga, ne, bogoslužja, pa potem imamo
6 dni življenja, ne, čisto konkretno. 6 dni imamo potem tekme, ne. In lepo je, da v tem enodnevnem ali pa enournem ali pa še kaj manj treningu, če se lahko tako izraziva, ne, je nekaj takega, kar dejansko človeku potem da neko energijo za potem. Čisto sam zase, če si izoliran, ne moreš dobiti. Če pa tega ni, če pa tega človek ne doživi v skupnosti, je pa potem jasno, da mogoče tudi, ne vem, je neka želja ali pa neka volja morda malo manjša ali pa tak, ne. Je pa dejansko tak. Ne vem, Je pa dejansko tak, da je potrebno danes predvsem mlajše družine ali pa zakonce mlajše razumeti, ne. Življenje je enostavno vedno bolj delo, ne, vedno bolj nek delovni ritem, vedno nek odpravimo pressing, vedno nek stres, ne. In zato jasno, da si potem večkrat predvsem mlajše družine, to opažam pri farankah, pri faranih, da so potem morda ob sobotah ali pa celo ob nedeljah, da je to dejansko edini dan, ko so dejansko te družine skupaj, ne. Jasno, da bi si želel, da bi, oziroma sem vesel, ko jih vidim skupaj pri bogoslužjih, pa pri ostalih verskih dogodkih in pa dogajanjih, ampak vesel sem pa tudi, ko vem ali pa ko slišim, ko mi povedo, da so skupaj, da kvalitetno kot starši, kot otroci, kot zakonci preživijo ta skupen čas, ne. Bog mora biti ena od prioritet, ki je visoka prioriteta, ker vse ostale prioritete, če začnejo biti bolj pomembne od Boga, vprašanje potem, ne, tudi vrednotenja ostalih posvetnih reči, katerim smo pa seveda nažalost vedno bolj vpeti, se mi zdi. Za konec telegrafsko par kratkih vprašanj. 2 sinova, želiš, da kateri gre po tvoji poti, da ne? Ja, 2 sinova, Tilen, 14-letnik, Vid, letos bo 12 julija. Soprogo Nino ju vzgajava vsaj tako upava in si želiva v poštena mladeniča, pa dejansko ju usmerjava dejansko samo toliko, kot smatrava, da je prav za njuno obdobje. Kar se pa tiče njune poklicne izbire, pa imata prav oba. Če boste ohranila bližino z Bogom, bo že prav gotovo jo boste. Motorist, oldtimer, se v starodobniki, vidim krasen BMW s priklopnikom, tistim sem prav nevoščljiv. Ja, tukaj še je to doma, sicer je to bolj v garaži, nekaj malo se prebuja, sicer zdaj neka želja je potem, upam, da bo v prihodnje kaj manj delovnih obveznosti, pa da bo kaj časa. Če rabiš šoferja, da bi ga peljal na sprehod, se javim, ker sem imel podobnega, ne ravno tako lepega. Si človek planina ali človek morja bolj? Bolj človek morja. Bolj človek morja, si zagorela pot. Si tudi organizator koncertov, bil si še imaš namenu kaj organizirati? Ja, torej tako je, ne. Ko so neke dogodke širše, je potrebno stopiti skupaj. Pa enostavno v teh zadnjih 3, 4, 5 letih je bilo toliko enih teh delovnih, gradbenih, obnovitvenih obveznosti, da je morda zmanjkalo tudi časa, pa tudi energije, ampak prav gotovo, ko bo vse to za nami kot za skupnostjo, bo ponovno zaživelo tudi. Si pa svoje organizatorske sposobnosti zdaj dokazal, predvsem torej pri cerkvi, ne, ki pa. To, Bernard, ni jasno, da je tako kot nekako tudi doma v družini. Vedno tako, da je nekdo, ki nekako vleče neke stvari naprej, ne. Tudi v vsaki skupnosti širši je temu tako, da mora biti en, ki to vleče naprej. Je pa tukaj dejansko tako, da smo pri vsem tem delu, dejansko je potrebna skupnost, partnerstvo dejansko. Ne. Čestitke že zdaj, vse najlepše za vaše slavje, ne, ob predaji namenu nove
mislim, obnovljene cerkve. Pa hvala Simon, da si se oglasil za to urico v našem studiu. Ja, hvala tebi za povabilo, pa še kdaj v prihodnje. Se še vidiva. Pa hvala poslušalkam, poslušalcem, da so naju spremljali, pa upam, da sva kaj zanimivega, kaj pametnega povedala, ali pa da vsaj, da nisva poslušalk ali pa poslušalcev, da jih nisva razjezila. Ne, bilo je veliko lepega povedanega. Najlepša hvala še enkrat. Hvala. Cenjeni gledalci, to je bil magister Simon Sever, duhovnik Evangeličanske cerkvene občine Bodunci. Do naslednje oddaje. Lep pozdrav.